Odgovori na mestu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Odgovori na mestu. V tem tednu, natančneje včeraj in danes, 26. januarja, prihaja v Posavje vladna ekipa pod vodstvom Janeza Janše. V okviru obiska se bodo predsednik vlade in ministri srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Na telefonski zvezi pa imam v tem trenutku gospoda dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki nam bo iz prve roke povedal kaj več o obisku samem in o morebitnih načrtih za prihodnost na področju kmetijstva v Posavju. Lepo pozdravljeni, gospod minister dr. Jože Podgoršek. Lepo pozdravljeni. Spoštovani minister, kakšen je bil vaš program včeraj in kaj bi še posebej izpostavili glede na vaše včerajšnje obiske? Ja, v okviru tega vladnega obiska tukaj v Posavju iščemo v prvi vrsti različne rešitve za posamezne težave kmetijskih gospodarstv in tudi v nekaterih primerih tudi iščemo rešitve za nekatere občine, ki nazadnje tudi naše ministrstvo preko sklada kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja z kmetijskimi zemljišči, ki jih v nekaterih primerih potrebujejo občine tudi za izvajanje nekaterih njihovih nalog, predvsem v okviru nekih javnih služb. Torej, v teh dneh smo iskali rešitve za nekatere čisto konkretne ideje, konkretne pobude, kot je bilo recimo v občini Radeče in na kmetijskih gospodarstvih, tako na ekološki kmetiji Črnelič, kot tudi na sadjarski kmetiji, da ne naštevam naprej, torej smo na različnih kmetijah tudi pogledali izzive, s katerimi se kmetije soočajo, predvsem tudi v luči priprave izvedbenega dela strateškega načrta novega programskega obdobja skupne kmetijske politike. Kajti sedaj je ta čas, ko pripravljamo ta izvedbeni del in zato so ti pogovori s kmetijskimi gospodarstvi izjemno pomembni, da bomo vendarle znali pripraviti drugačen način izvedbenega dela strateškega načrta, kajti marsikdo ali večina kmetijskih gospodarstv nas opozarja, da takšen sistem, kot ga imamo sedaj, ni najbolj ustrezen. In kakšen je vaš program danes? Predviden imate tudi podpis pisma o nameri z županom občine Krško glede namakanja kmetijskih zemljišč na Krškem polju. Lahko na kratko pojasnite našim poslušalcem še vsebino pisma o nameri oziroma samega projekta? Ja, z veseljem podpisujemo to pismo o nameri o uvedbi namakalnega sistema. To pomeni, da se tako ministrstvo kot tudi občina zavedamo pomena o uvedbi namakalnega sistema, kajti vode iz reke Save imamo dovolj na razpolago za namakanje tega za kmetijstvo izjemno pomembnega področja, ki pa potrebuje vode, zato da lahko stabiliziramo kmetijsko pridelavo. Torej v tem delu se tako ministrstvo kot tudi občina na nek način s tem pisom o nameri zavezujemo za nekatere aktivnosti. Občina predvsem, da bo peljala aktivnosti do uvedbe namakalnega sistema naprej. Naše ministrstvo pa se zavezuje, da bo tudi objavljalo razpise v pomoč, torej tudi občini Krško, za financiranje tega velikega namakalnega sistema. Bodisi v tem, bodisi v naslednjem programskem obdobju. Edino, kar je tukaj pomembno, je potem pomembno poudariti, da je čas tisti, ki nas bo priganjal, tako predvsem občino, kajti veljavnost gradbenega dovoljenja za izvedbo črpališča iz reke Save, iz zajetja elektrarne, je tisti rok, do katerega mora biti namakalni sistem postavljen in zato je to pismo o nameri resna spodbuda in tudi informacija, ne nazadnje tudi kmetijskim gospodarstvom, da tako kmetijsko ministrstvo kot občina mislimo resno v tej zadevi, da smo partnerji in zato verjamem, da bomo tudi s postopki lahko pravočasni, da bo do uvedbe namakalnega sistema prišlo in ne nazadnje tudi na ministrstvu lahko zatrdimo, da bomo imeli sredstva za uvedbo namakalnih sistemov tako v tej občini kot tudi v drugih občinah dovolj na razpolago, kajti vemo, da je to en od ključnih ukrepov, zato da bomo lahko stabilizirali pridelavo v slovenskem prostoru. Odlično. Kako pa sicer nasplošno ocenjujete stanje kmetijstva v tej naši posavski regiji? Kje so njegovi potenciali? Nedvomno je, kot v vsaki drugi regiji, tudi v Posavju kmetijstvo na nek način razdeljeno na dva dela. Imamo nekaj zelo uspešnih, tako velikih kmetijskih gospodarstv, kot tudi kmetij, družinskih kmetij. In na izkušnjah teh uspešnih, naprednih kmetij, ki investirajo, ki imajo mlade prevzemnike, je potrebno graditi tudi spodbude za ostala kmetijska gospodarstva, ki v tem razvojnem delu verjetno
malo preveč zaostajajo in jih je potrebno spodbuditi, da bomo tudi te kmetije spravili v kmetije, ki bodo dosegli lahko nek tržni potencial. In to je v bistvu največja preizkušnja za vse nas, oziroma tudi izziv za vse nas, da bomo v novem programskem obdobju znali preko ukrepov, preko izvedbene plati strateškega načrta prisluhniti tem kmetijskim gospodarstvom, ki potrebujejo sredstva za ta razvoj. Regija ima definitivno velik potencial ravno v stabilizaciji kmetijske pridelave, torej v prilagajanju na podnebne spremembe, namakanje, reže proti toči, oraševanje, proizvodnja zelenjave v rastlinjakih. In v tem delu je ta regija že v tem trenutku ena, vsaj kar se tiče sadja in zelenjave, ena od vodilnih regij v naši državi. Tudi regija, v kateri so tudi pridelovalci zelenjave izjemno dobro povezani, oziroma se povezujejo, kar marsikje v Sloveniji zaostajamo po tej regiji. Ravno tako pri pridelavi zelenjave je regija izjemno učinkovita. Zelo dobro se regija razvija tudi z vidika z mojega resorja kmečkega turizma ali tudi turizma nasploh, ampak vendarle tudi v tem delu ima regija izjemne potencijale. Nazadnje tudi izkoriščanje tople vode za pridelovanje zelenjave. Nazadnje smo v letu 2021 prvič v samostojni Sloveniji namenili finančne spodbude tudi za tako imenovane reinjekcijske vrtine, s čimer bistveno povečamo rabo energije, tople vode in vodo, ko jo odsamamo energijo, vračamo nazaj v globino, odkud smo načrpali, s tem ne osiromašimo vodnega vira, ampak pobiramo resnično samo energijo. In to so definitivno koraki v smer povečanja pridelave zelenjave v slovenskem prostoru. In regija ima tudi potencial pri tej geotermiji, torej izkoriščanju tople vode iz globin. V Čatežu že imamo te primere dobrih praks in tudi to so še neizkoriščeni potenciali te regije, verjamem pa, da jih bomo skupaj s spodbudami, finančnimi spodbudami uspeli razvijati tudi v bodoče. In če se na kratko pobudiva še ob najpomembnejšem dokumentu na področju kmetijstva, ki ste ga že malo prej omenjali, strateškem načrtu skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje med letoma 2023 in 2027, kateri so najpomembnejši poudarki, ki bi zanimali naše poslušalce? Zagotovo v investicijskem delu so pomembni poudarki v tem delu, da bomo tudi preko dodatnih 310 milijonov nacionalnih sredstev, ki smo jih dodali strateškemu načrtu ravno v tem investicijskem delu, lahko bistveno pripomogli k nujnemu prestrukturiranju slovenskih kmetij. Poudarek bo na prilagajanju na podnebne spremembe, na modernizaciji kmetijstva in živilsko-predelovalnega sektorja in na dobrobiti živali. Drugo, kar bi bilo pomembno tudi za ta del Slovenije, da bomo tako stebra neposrednih plačil kot iz programa razvoja podeželja razvijali in spodbujali bolj trajnostne prakse kmetovanja, z bolj učinkovito rabo organskih gnojil, namenjali za to tudi dodatne spodbude. Naj dodam še, da bomo namenjali več sredstev kot do sedaj tudi za območja z omejenimi dejavniki. Zelo smo veseli in ponosni, da smo uspeli dogovoriti tudi z deležniki, da vendarle ne bo prihajalo do koncentracije sredstev za investicije okoli parih velikih prejemnikov, ampak bomo vendarle z nekaterimi omejitvami ta sredstva namenili bolj širokemu krogu upravičencev, s čimer bodo pripomogla tudi dodatna nacionalna sredstva, kot sem že omenil. Prav tako bomo podprli, v strateškem načrtu smo zapisali in bomo podprli prve hektare do 8,2. To pomeni manjše, majhne kmetije. En del sredstva za to bomo tudi pridobili od te tako imenovane degresije, torej zmanjševanja neposrednih plačil pri največjih prejemnikih. Torej sledimo nekako temu konceptu družinskih kmetij, spodbudi tudi za območja z omejenimi dejavniki, kajti v Sloveniji imamo 3/4 kmetijskih zemljišč v uporabi v teh območjih. Torej imamo številne spodbude tudi za ta tip kmetijstva, ki ga v Republiki Sloveniji imamo, torej majhne kmetije na območjih z omejenimi dejavniki, česar v tem programskem obdobju marsikdo pogrešamo v malo večjem obsegu. Ampak kot že rečeno, smo prisluhnili našim deležnikom, ko smo se tudi usklajevali glede teh vsebin in danes si bom trditi, da tako po finančni plati, kot tudi po vsebinski plati, sem kot minister
zadovoljijo s tem strateškim načrtom, ki smo ga tudi že poslali na Evropsko komisijo, za katerega že pripravljamo izvedbeni del, se pogajamo s komisijo, zato da bi ga tudi na koncu ohranili takšnega, kot smo ga poslali. No, tako da smo optimisti, da bo v večjem delu takšen, kot je bil tudi usklajen z našimi deležniki, na koncu tudi potrjen, in prepričan sem, da bomo znali tudi z drugačnim pristopom v izvedbenem delu bistveno olajšati pridobivanje teh finančnih sredstev, in to nam je iskreni cilj v tem letu, do konca leta, ko bomo ta del pripravljali, da resnično iz izkušenj tega programskega in prejšnjega programskega obdobja prenesemo v novo tisto, kar je dobro, popravimo tisto, kar vemo, da bi lahko popravili, in v tem delu bomo zagotovo v teh naslednjih mesecih vlagali verjetno največ svoje energije. Ja, najlepša hvala, gospod minister, dr. Jože Podgoršek, za tale pogovor. Hvala, da ste nam predstavili prihodnje načrte na področju kmetijstva v Posavju. Bi želeli morda na koncu še kaj posebej izpostaviti za naše poslušalce? Morda samo še informacijo, da že zelo intenzivno delamo tudi na področju izplačil oziroma pomoči ob lanski pozebi in bomo poskušali tudi v čim krajšem času to pomoč izplačati. To je zelo pomembno predvsem za sadjarje na tem območju, ki jih ni tako malo v tem vašem območju, in ta informacija je pomembna. Poskušali bomo to narediti prej, kot se je to delalo v preteklih letih, vendar ni vse odvisno samo od nas, ampak vendarle delamo na tem zelo intenzivno. Sredstva 7 milijonov evrov imamo rezervirana v ta namen in prepričan sem, da bomo takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, tudi preko statističnega urada, preko uprave za zaščito in reševanje, ki bo opisovala to škodo, torej ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo, bomo šli nemudoma v izplačilo, kajti vemo, da kmetijsko gospodarstvo ta sredstva nujno potrebujejo, kajti škoda od pozidi, zlasti v sadjarstvu, je bila res velika. Tako da tudi to sporočilo, da niso sami, ni tako nepomembno in da bomo tudi pohiteli, kar je v naši moči, da to resnično izplačamo čim prej, kot bo to mogoče. Sem prepričana, da je zelo dobra in lepa in predvsem pomembna novica res za naše kmetovalce v Posavju. Želim vam uspešno delo še naprej in predvsem ostanite zdravi. Enako tudi vam in vsem našim poslušalcem in poslušalkam. Hvala lepa. Hvala lepa. Odgovori na mestu.